Dober dan želim. Vlada je na današnji seji sprejela zakon o spremembah stanovanjskega zakona. V teh spremembah sta vključeni odločbe Ustavnega sodišča iz lanskega leta in tudi iz letošnjega leta. Spremembe se nanašajo predvsem na zagotovitev enakih možnosti sofinanciranja neprofitne najemnine pri najemnikih neprofitnih stanovanj in pri najemnikih tržnih stanovanj. Prav tako je v spremembi zakona predvideno, da se v postopkih preveri izpolnjevanje določb za neprofitno najemnino imetnikom stanovanjskih pravic tudi izpred leta 2003 z izjemami, ki so določene z zakonom. V zakonu tudi dajemo možnost občinam, da si pridobijo ustrezne podatke, ki so potrebni za preveritev izpolnjevanja možnosti. Pomemben del pa je tudi sprememba, ki dopušča občinskim stanovanjskim skladom in republiškemu stanovanjskemu skladu dodatne zadolžitve glede izgradnje novih stanovanj, kar v prihodnosti pomeni pospešeno gradnjo teh stanovanj. Mi smo objavili tudi izhodišča za pripravo novega stanovanjskega zakona na podlagi sprejete resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu. Poudarki so upravljanje etažne lastnine, najemna razmerja in dostopnost javnih najemnin stanovanj, nova najemninska politika in novi finančni instrumenti, ureditev potrebnih evidenc in spremljanja izvajanja nove stanovanjske politike, javni stanovanjski sklad in stanovanjski skladi ter njihovo delovanje v bodoče, javno-zasebno partnerstvo, delovanje nadzornih organov, stanovanjske zadruge, novi finančni instrumenti. Glede na pripravljena izhodišča se je na ministrstvu že oblikovala ekipa za pripravo zakona, sama izhodišča pa so tudi objavljena in na izhodišča je možno podati pripombe v 30 dneh. Kasneje pa je naloga priprave rešitev in pa zakona, ki bo zagotavljal lažjo dostopnost do neprofitnih stanovanj v Republiki Sloveniji. Hvala ministrici, kakšno vprašanje na to temo? Marko Štor, TV Slovenija. Ta razlika me zanima zdaj, ki bo med zdaj upravičenci med neprofitnimi in tržnimi stanovanji pri subvencijah, kaj konkretno, kdo bo tu na boljšem? Glede na določbe zakona v javnih financah se ti dve kategoriji izenačita, tako da o tem, kdo bo na boljšem, ne moremo govoriti, torej bi se izenačili. Dostopnost družin do najemnin v tržnih stanovanjih pa ostane v takšnem obsegu, kot je bila do sedaj. Še kakšno vprašanje za ministrico? Če ni vprašanj, hvala lepa ministrici. Svidenje. Nadaljujemo z naslednjo temo. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Veliko veselje mi je, da lahko povem, da je vlada na današnji seji potrdila ustanovitveni akt, s katerim Republika Slovenija vstopa v soustanoviteljstvo javnega zavoda Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij KSEVT. Naj spomnim, da je to aktivnost na pobudo predsednika vlade, dr. Mira Cerarja, vlada obravnavala zadnjo dobro leto dni, v sklopu katere smo javni zavod KSEVT, ki je bil do nedavnega v lasti in v ustanoviteljstvu občine Vitanje, v času svojega delovanja zašel v velike finančne težave, rešili na ta način, da smo z vstopom Republike Slovenije v soustanoviteljstvo za zagotovitvijo sistemskih virov financiranja strani Ministrstva za gospodarski razvoj, Ministrstva za kulturo, omogočili nadaljnjo kvalitetno delovanje tega zavoda. Vlada je tudi danes imenovala vršilko dolžnosti direktorja, magister Neno Dokuzov.
ki bo v naslednjih 6 mesecih vzpostavila pogoje za začetek normalnega delovanja zavoda, za doimenovanje in imenovanje vseh organov in, kot rečeno, za nadaljnji uspešni razvoj tega za Slovenijo izredno pomembnega zavoda, ki vemo v lokaciji Vitanje, kjer je tudi svetovno znan Slovenec Herman Potočnik Nordung bil rojen, tudi nekaj let živel in v sklopu tega je tudi aktivnost zadnjih 5-6 let popularizacije, kulturalizacije vesolja nastala, se razvila, v enem delu tudi zastala in sedaj po dobrem letu dni ima možnost za nadaljnji uspešen razvoj. Hvala za uvodne poudarke, izvolite TV Slovenija. TV Slovenija, Marko Štor, zanima me, za kakšna sredstva gre, koliko bo dejansko na leto šlo za Ksevt? Sistemskih virov v proračunu bo zagotovljenih vsaj 150 000 evrov za strani države, dodatnih 30 000 evrov tudi na podlagi pogodbe o ustanovitvi trajno zagotavlja občina Vitanje. Za naprej, v prihodnih letih je to razmerje trajno določeno med državo in lokalno skupnostjo, da bo država preko proračuna zagotavljala 5/6 potrebnih virov, občina pa 1/6. S tem dobiva zavod tista potrebna sredstva, kot je tudi po ocenah strokovnjakov bilo potrebno, da lahko normalno izvaja svoj osnovni program, seveda se pa lahko poleg teh sredstev, ki bodo vsako leto preko proračuna zagotovljena, javlja tudi na vsa evropska sredstva in ostala sredstva dostopna na ravni Evropske komisije. Samo še eno vprašanje bi prosil, zakaj je za vlado oziroma za Slovenijo, za državo Slovenijo Ksevt tako pomemben, rekli ste izjemnega pomena? Zaradi tega, ker je že prej omenjeni Herman Potočnik Nordung velja za enega izmed 3 utemeljiteljev na svetovni ravni znanstvenega pogleda in znanstvenega področja na področju vesolja. To dejstvo in prepoznavanje njega tako na nacionalni, evropski in svetovni ravni preko programa kulturalizacije vesolja, ki se v tem objektu v Vitanju tudi izvaja, pomeni za Slovenijo tako na področju kulture, kot na področju gospodarstva, kot na področju tudi izobraževanja izjemno vstopno točko tako komuniciranja teh vedenj, te znanosti v Sloveniji, kot tudi navzven. Naj spomnim, da se Slovenija pridružuje kot aktivna članica tudi v Evropsko vesoljsko agencijo. V sklopu članstva v tej agenciji imamo priložnost umeščati te programe, ki jih Ksevt zadnja leta izvaja še močneje in tudi na področju gospodarske diplomacije naj omenim, da je vsa ta leta tako Rusija kot ZDA aktivno sodelovala s tem zavodom, tako NASA kot zvezno mesto so prepoznavali potencijale, so prepoznavali pomen Hermana Potočnika Nordunga, pomen tudi vseh programov, ki so tam potekali in je to dejansko izjemne priložnosti tako za uveljavljanje Slovenije, slovenskega gospodarstva in tudi znanosti. Hvala, če ni več vprašanj. Hvala lepa. Hvala državnemu sekretarju, hvala vam. Sedenje.